Zahod Japonske je stresel močan potres z magnitudo 6,1, v katerem so po prvih podatkih umrli najmanj 3 ljudje, več kot 200 pa jih je bilo poškodovanih. Med umrlimi je 9-letna deklica, na katero se je zrušil zid v bazenu. Tudi starejšega 80-letnega moškega naj bi pod seboj pokopal zid, tretjo smrtno žrtev 85-letnega moškega pa knjižni regal. V provincah Osaka in Hjogo je zaradi tresenja tal ostalo brez elektrike več kot 170 tisoč gospodinjstev, v več kot 100 tisoč gospodinjstvih pa je bila prekinjena oskrba s plinom. Žarišče potresa je bilo v japonski provinci Osaka okoli 10 km pod zemeljskim površjem. Oblasti po potresu niso izdale opozorila pred cunamiji. Ker so se tla stresla zjutraj po lokalnem času, ko so bili številni na poti na delo, je veliko ljudi ostalo ujetih v dvigalih. Severna in Južna Koreja sta se sestali v obmejnem mestu Panmunjom v demilitarizirani coni, da bi razpravljali o športnih izmenjavah oziroma enotnih državnih reprezentancah. Južnokorejska delegacija, ki jo je vodil generalni sekretar Korejskega športnega in olimpijskega komiteja Jeong Chong-ryul in njegovi severnokorejski kolegi, ki jih je vodil namestnik ministra za kulturo in šport Won Kil-u, sta razpravljala o skupni udeležbi na prihajajočih azijskih igrah leta 2018 in o enotni košarkarski reprezentanci. V začetku tega meseca se je seulski minister za poenotenje Cho Myong-gyor s severom pogovarjal tudi o vojaških združitvah. Južnokorejski predsednik Moon Jae-in je podpornik tako imenovane politike sonca, načela izpred 2 desetletij, da bi z dialogom ter gospodarskimi in kulturnimi izmenjavami prišlo do spremembe na severu in predvsem miru med obema Korejama. Grčija in nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija sta podpisali zgodovinski sporazum, s katerim sta končali leta sporov glede uporabe imena Makedonije. Po predhodnem soglasju, ki sta ga podprla zunanja ministra obeh držav, so se strinjali, da bodo Makedonijo poimenovali v Republiko Severno Makedonijo kljub močnim protestom državljanom Makedonije. Podpisana slovesnost je potekala na območju Prespanskega jezera na meji med Makedonijo in Grčijo o prisotnosti visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostne politike Federike Mogherini, Evropskega komisarja za širitev Johannesa Hahna in generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa ter generalne sekretarke za politične zadeve Rosemary DiCarlo. Dogovor je tako utrl pot za vstop Makedonije v Evropsko unijo in zvezo NATO, saj je zaradi nerazrešenih težav glede imena Grčija Makedoniji blokirala vstop v unijo. Državi sta spor namreč reševali več desetletij, od leta 1991, ko je po razpadu Jugoslavije Makedonija razglasila neodvisnost.